Razstavni projekt v Mariboru je zgodba, ki se je začela leta 2018, ko sem se priključil rekreativnim vadbam baleta Zora Stančič in pa Špela Hudnik. Ste me povabili v balet za dame, kjer smo pravzaprav začeli od začetka s prvimi klasičnimi koraki v baletni vadnici. In po nekaj mesecih sem začel razmišljati o tem, kaj lahko iz teh vaj, ki so se odvijale v baletni šoli Pirueta, naredim v formalnem smislu za druge gledalce, oziroma kako lahko to zgodbo lastne izkušnje baletnih vaj in pa prvih korakov prevedem v vizualno izkušnjo gledalcev in obiskovalcev. Sam vedno pravim, da moje skulpture oziroma da moje instalacije naseljujejo ljudje oziroma jih ti šele dokončajo, ko se pravzaprav vključujejo svojo mislijo v njih. In sam prostor v UGM studiu v Mariboru je svojo formo napovedoval prav to, da v spodnjem prostoru galerije postavimo večjo instalacijo, v katero se lahko gledalec s svojim telesom naseli in mi s tem pomaga udejanjiti mojo zgodbo. Baletne vaje so potekale, tako kot že prej rečeno, zelo klasično, od prvih vaj do bolj kompleksnih vaj. In 45. ura baleta je pravzaprav ura, ko smo se odločili, da te vaje z učiteljico baleta Nadjo Černe posnamemo in s tem naredimo videodokument, ki bo na nek način kazal to, kaj pravzaprav je osnova same razstave. Torej, naslov razstave je bil vzet iz te časovne ločnice in pa čez to smo potem vstopali v prostor z drugimi formacijami in pa z drugimi oblikami. Namreč v videu, ki je postavljen v galeriji na koncu, torej gledalec to zgodbo, kjer se pravzaprav razstava začne, vidi šele na koncu. To pa doseže tako, da se sprehodi preko talne obloge oziroma talne instalacije in pa preko velikih ogledal do videodokumenta, kjer pravzaprav lahko vidi 45 minut repeticije vaj in pa ponavljanja in pa gibanja mojih rok, mojih nog, celotnega telesa. Impresioniralo me je pravzaprav to, da si kot človek, kot subjekt na nek način ves čas gledan in pa se ob ogledalih, ki so v baletnih vadnicah razposajeni po celem prostoru, začneš gledati popolnoma drugače. Začne se ta avtokorekcija, začne se to, kar prej sploh ne misliš, kakšne vse mišice na telesu imaš in kako zelo pomembno je, da pri baletu deluje celotno telo. Šlo je na nek način za učenje latinščine. Tako kot smo se na akademiji v prvem letniku učili latinščine, modeliranja in risanja človeške figure, se v tem primeru začne preko francoskih izrazov in pa preko teh gibalnih vaj učenja latinščine, preko katere lahko tudi zdaj sam berem baletno predstavo povsem drugače, kot sem jo bral brez tega znanja in brez te izkušnje. Ta telesna prostorska izkušnja, ki sem jo prejel z učiteljico in pa tudi z drugimi soudeleženkami v klasu, je na nek način postajala vse bolj kompleksna in pa tudi vse bolj zahtevna. Neverjetno je, kako te po 45 minutah ali pa po 1 uri in pol vaje začnejo oziroma te bolijo mišice in kako so v bistvu vključene v to zgodbo pravzaprav vse misli, ki jih moraš tudi upoštevati ob tem gibalnem plesu. Torej, če se vrnem nazaj k gledalcu in k temu, da moje instalacije zapolnjujejo ljudje in so ti ljudje pomembni, da na nek način dokončajo moje prostorsko delo v galerijah, je pravzaprav gledalec postavljen ob tej postavitvi 45 uri v ta segment, da se preko talne obloge sprehodi do videa in preko tega vzorca, ki je eden od glavnih delov moje portfolija, vzorc me zanima, z vzorcem lahko razmišljamo in z repeticijo in pomnoženjem, številom na nek način zapolnjujem v galeriji v Mariboru prostor, ustvarjam koreografijo prostora. Koreografija prostora torej na nek način usmerja gledalca, kjer prestopa preko petkotnikov, torej preko pentagona, ki je na nek način osnovni gradnik same razstave. Ta pentagon
nastane kot posledica mojega giba Rond de Jambe par terre, kjer v bistvu preko prve pozicije z nogo orišeš polkrog, preko druge pozicije nazaj v prvo. Torej, ti polkrogi so na nek način v galerijskem sistemu zloženi v obliki petkotnikov, narejeni iz lesa in so v bistvu velika talna instalacija, ob katero pa se zabijajo velika steklena oziroma ogledalna paravani, preko katerih pa se gledalec tudi sam sooča z lastno podobo, tako kot sem se sam soočal v vadnici baleta z lastnim telesom. Torej, gre na nek način za ponovitev imaginarnega prostora, ki ga ustvarja ogledalo. Gre na nek način za to idejo, da leva na levi v ogledalu je takoj desna, torej gre za to popačitev slike in na nek način za prostorsko iluzijo, ki jo ustvarjajo ta ogledala, da za njimi lahko uzreš potem celotno vsebino razstave, kjer se potem odvija 45. ura samega baleta. Torej, po Nurejevu je perfekcija dolžnost in ta perfekcija se v bistvu udejanja prav s temi petkotniki, ki pa ponujajo možnost, da zlagamo s sopostavitvami le-teh različne vzorce in pa zaključeno celoto. Torej, bela kocka postane okvir, preko katerega se potem na talni podlogi razplete oziroma udejanja nek ornament. In ta ornament v bistvu je gledalcu na voljo, da ga preko korakov prebere in razbere, s prestopanjem nezavedno ustvarja neke vrste koreografijo, da bi prišel do vsebine, kateri ga pa kliče tudi sama glasba. Torej, glasba je še en od elementov, ki me zanimajo v moji prostorski praksi in ta prostorska praksa je na nek način z glasbo, na nek način vabilo, da gledalec prestopi skozi ta teatraličen moment samega prostora, kjer se po stopnicah spuščaš v white cube, ki na nek način postane v tem primeru črna kocka. Torej, talna obloga je temna, skozi to talno oblogo se razprostirajo črni rombi oziroma rondi, imenovani po tej formaciji Rond de Jambe par terre, in se v bistvu povezujejo z zgornjim delom v drugem smislu, kjer pa se te petkotniki predstavijo v obliki pravokotnikov in na tem mestu je pomembna referenca Forzit, ki v bistvu na nek način balet jemlje kot formo, katero prevaja v arhitekturo in katero prevaja potem v prostorske elemente. Torej, naše telo z gibom in pa z iztegnjeno roko predstavlja linije, predstavlja krivulje, predstavlja ploskve in preko teh ploskev se v bistvu udejanja nov prostorski križ oziroma nov prostorski ključ. V njegovem smislu so ti ključi prevedeni potem v velike paravane, ki na nek način lahko delujejo kot kulise, lahko delujejo kot paravani v gledališki sobani. Razbijam pa jih s tem, ko sem podobo teh pravokotnikov, ki so prav tako dobili naslov iz baletnih vaj. Torej, dubel gre za dvojnike, kjer se v bistvu v tej mondrianovski in pa modernistični maniri zgodijo nove prostorske izkušnje za obiskovalca in gledalca. Še več, zgodijo se ti tudi na stenah. Same stene galerije sem vključil z modro barvo, torej sugestivno naredil murale, ki na nek način ta polkrog, ki je matematičen, ki je na nek način strukturiran in geometrijsko deljen, v bistvu razbijam sugestivno gesto barve na steni, ki pa jo prav tako razbijajo beli robovi, torej robovi teh paravanov, ki pa se prav tako ponovijo v črni obliki oziroma barvi v sami galeriji oziroma v prostoru, s katerim nagovarjam gledalca, da vstopi potem v 45. uro. Torej, v dveh nivojih galerijski prostor delim na dva dela. Prvi je pač barvni
drugi je črno-bel oziroma deljen tudi s podobo obiskovalca. Nazadnje z vsakim vstopom, ko človek vstopi v Ronde Jean Parterre, instalacijo vidi samega sebe, vključuje takoj lastno podobo, tudi v dojemanje podobe, ki mu jo jaz dajem na voljo, da jo bere oziroma da preko prostopanja in koreografskega giba nezavedno vstopi potem v branje video dokumenta, ki smo ga ustvarili skupaj v Mariboru. To prostorsko izkušnjo v mariborski UGM smo postavili v sodelovanju s Simono Vidmar, ki je pripravila besedilo oziroma kurirala razstavo in sama omenja tudi to izkušnjo telesa in pa telesnost oziroma gibanje v sami prostorski instalaciji in pa časovno komponento. Torej, ples ima vedno časovno komponento, to zamejuje začetek in pa konec. Vizualna umetnost na nek način ponavadi nima te dramaturgije oziroma nima teh časovnih elementov, kolikor ne govorimo o videu oziroma performansu. In ta prostorska instalacija na nek način postane z gledalcem tudi performativna in pravzaprav šele s tem tudi razstava obstaja oziroma projekt odzveni, se odpleše in pa na nek način se zgodi. Gre za izkušnjo, kako neko klasično formo prevesti v zrelem telesu, torej ko se telo stara in telo ni več takšno, kot je bilo v otroštvu, kot smo vajeni malih balerin, ki začenjajo svoje prve plesne korake, kako v bistvu v neki zreli dobi poskušati ponoviti te korake potem tudi v celostno izkušnjo neke zgodbe in pa neke formacije. In pa informacije seveda, ki jo dajemo na vpogled drugim gledalcem. Torej, balet kot forma je v tem primeru razstave 45. ura, osnovni gradnik, iz katerega se pa potem odvijajo prostorske in pa tudi na nek način arhitekturne zgodbe, ki se pa udejanjajo tudi s krožnimi potezami v grafikah. Modre morale v galeriji dopolnjujejo grafični kolaži, v katerih so v bistvu z nožkom urezani različni krogi oziroma krožne pozicije, ki se v bistvu iz geometrije prevajajo nazaj v neko sugestivno gesto, nekega ureza in pa tudi nekega na nek način trpljenja, kar na nek način balet je. Torej ta perfekcija, to, da udejanjaš lahkotnost s svojim telesom, pri čemer pa je za njim zelo veliko napora in pa zelo veliko discipliniranega miselnega procesa, kje, kdaj, kako iztegniti nogo, iztegniti roko. In pa seveda, kar me je najbolj zanimalo pri baletu, je ta njegova sinhronizacija, kjer se v bistvu zbor, balet in pa baletnikov vedno ocenjuje s tem, kako so sinhronizirani. In to sinhronizacijo lahko na nek način udejanjam z vzorcem in pa z ornamentom, ki ga ponovim tako v zgornjem prostoru s paravani in pa s ponovitvami v teh geometrijskih likih tudi na tleh v drugem prostoru.